Zavel je svež poletni veter. Mnogi festivali se ravno kar odvijajo s polno paro, nekateri še čakajo na svoj zagon. V ponedeljek se je pričel odvijati Art Kino v produkciji Pekarne s sodelovanjem Cankarjevega doma. Obeta se nam 7 filmov novejše produkcije. Videli smo že filma Amen in 24-urni žurerji, sledijo pa ima še v soboto Bohemsko življenje, v ponedeljek Hvala za čokolado, v sredo 11. junija bomo vstopili v spovednico, dan zatem si bomo ogledali Daleč potujejo oblaki, zadnji pa se bo zavrtel film Super osmičke. Najbrž pa vas zanima, kje si moč ogledati letošnje projekcije. Ljubitelji filma se bomo srečevali v atriju osnovnih šol Franceta Prešerna in Borisa Kidriča ob 9:30 zvečer. V ponedeljek so se zavrteli filmski koluti in nam predstavili koprodukcijsko dramo Amen. Predstavljena sta 2 sistema, nacistični stroj, Vatikan in zavezniška diplomacija. Znotraj obeh se borita 2 posameznika. Na eni strani je Kurt Gerstein, kemik in SS-ovski oficir, ki je nemška koncentracijska taborišča oskrboval s trupom Ciklon B. Ko izve, zakaj uporabljajo njegov izdelek, je na genocid skušal opozoriti tako zaveznike, papeža kot Nemce, vendar se ni nihče odzval. Na drugi strani je Ricardo Fontana, mlad jezuitski duhovnik. Kot eden redkih je imel srce za boj proti nacistični moriji, kot tudi proti cerkveni hierarhiji, ki se kljub zavesti o genocidu ni odzvala. Vse polno absurdnih situacij te napolni z dvomom v obstoječ sistem. Si že kdaj všpičil kakšno lumparijo? Si? Dragi poslušalec ali poslušalka, ravno tebe sprašujem, si? Tvoj odgovor je verjetno da, ampak poglej. Če narediš dovolj majhen prekršek, te nanj vsi opozarjajo, mar ne? Za malo večjega že lahko upravičeno pričakuješ sankcije. Če pa si naredil veliko lumparijo, si prijel tudi veliko kazen. Se motim? Obstaja pa še druga stran meseca. Nihče ti ni verjel, da si zmožen česa takšnega. Je res? In ravno to se je zgodilo v Nemčiji. Nihče ni verjel, da je dnevno povprečje njihovih tovarn 50.000 zaplinjenih Židov. In ko prideš kot zavezniški vatikanski diplomat ter prosiš papeža odveze vseh dolžnosti vatikanske diplomacije, ker tvoj nepokorni sin dela hudo zmedo, ti papež odvrne. Da, oče, mi, očetje, najbolj vemo, kako trnjava je očetovska krona. Smešno, mar ne? Oni že vedo. A kakorkoli že. Tematika je bila predstavljena že mnogokrat. Prikazana je bila tako pro-vatikansko kot pro-nemško. Nesmiselno bi bilo izgubljati besedo o politični korektnosti. V ospredju je osebna drama, polna akcije in zunanjih dogodkov. Slednje je zasluga režiserja Kosta Gavrasa. Njegov prioritetni žanr so akcijski filmi, zato ne mislite, da boste imeli čas za solze. Vlak ne čaka. Neutrudno vozijo vagoni. Polni, prazni, polni, prazni, polni, prazni, polni, prazni, polni. Veste, kako se je razvijala slovita manchesterska glasbena scena? Režiser Michael Winterbottom se je odločil dokumentarno predstaviti in zapisati v analo eno najpomembnejših glasbenih središč od sredine 70-ih let dalje. Osredotoča se na glasbeno kariero menedžerja Tonija Wilsona, ki je od leta 1976, potem, ko je na odru v Manchesteru videl še neznane Sex Pistols, tako imenovano prihodnost rock'n'rolla, odločil vstopiti v glasbeni biznis. Ustanovil je Factory Records in pričel iskati glasbene talente, kot so Joy Division, New Order, Happy Mondays. Gre za igrani dokumentarec, podložen z izvrstno glasbo. Preselimo se na manchestersko sceno. In kaj zdaj?
Domačin Steve Coogan nas popelje v neslavne začetke, ko Sex Pistols si igrajo pred občinstvom 30 ljudi. Slab začetek, še slabši konec? Tokrat ne. Saj je tudi Jezus imel na zadnji večeri le 12 gostov, apostolov, pa je vseeno postala svetovno znana. Filozofski vložki, glasba, razvoj od punka do tehno scene, vse to je zapakirano v 24-urne žurerje. In ne mislite si, da je tako enostavno voditi na primer izraelsko ambasado. In ne mislite si, da so zaslužki bajni. Coogan je izdal dejstvo, da se zasluži s prodajo alkohola, na 24-urnih partijih pa služijo dilerji. In ker ljudje alkohola enostavno ne pijejo, ker ga ne potrebujejo. In če bi vas zamikalo boemsko življenje, pa si ne upate pokazati svojih nog, belih kot steklenice za mleko, potem se vidimo v soboto v atriju osnovnih šol Franceta Prešerna in Borisa Kidriča. Tam se bo še naprej odvijal Art Kino. Se vidimo ob 9:30.